Živijo, en lep primorski pozdrav. Jaz sem se odpravil iz Nove Gorice v Podnanos. Tam bom naredil en vzpon na Razdrto, potem pa desno Senožeč in čez Kras nazaj domov. Po poti vam bom dal nekaj nasvetov, kako se odpravite na svojo prvo stotko. Danes je sobota, smo sredi aprila. Ob 8:30 zjutraj je bilo 9 stopinj. Jaz sem se odločil, da opravim danes z dvemi izzivi naenkrat. Na Stravi sem si namreč zadal 2 aprilska challengea. Eden je 400 km v aprilu, drugi je pa vsaj 1 stotka v aprilu. Če bo šlo vse po sreči, bom oba cilja dosegel že danes, pa smo šele na polovici meseca. Tako za soboto sem predvideval, da bojo ceste bolj prazne. Edina izjema je bilo nekaj traktorjev, ker imajo danes registracije. Poleg tega pa grejo moje stare magistralke vzporedno z avtocestami. Zato računam, da bo večino prometa šlo mimo mene. Kljub temu, da nekateri vozniki iz upora niso kupili vinjet in se vozijo po starih cestah. Jih popolnoma razumem, ker sem tudi sam naredil enako. Hkrati pa tudi računam na nizke temperature, da na teh magistralkah ne bo preveč motoristov. Moj načrt je zaenkrat preprost. Po magistralni cesti 444 grem Nova Gorica, Ajdovščina, Vipava, Podnanos. To je tam okrog 35 km, bolj kot ne po ravnem. Prvi del poti gre proti vetru, računam pa na pomoč vetra potem, ko bom se vračal nazaj. V Podnanosu, dokjer bom spraznil prvi bidon, me potem čaka 9-kilometrski vzpon na Razdrto. Je zelo prijazen vzpon, mogoče res malo daljši, ampak 5% in dokaj enakomeren. V Razdrtem grem potem desno, smer proti morju, do Senožeč. Od tam naprej pa še ne vem. Ena opcija je, da takoj zavijem desno, smer Štorje, Kazlje, Štanjel. Druga opcija pa je, da potegnem po magistralki še do Divače in se vrnem potem domov čez Sežano. Prva proga je skoraj točna stotka, tista druga čez Sežano pa rata okrog 110. Zdaj to danes bo moja že ne vem katera stotka v življenju. Ogromno jih imam tudi med 100 in 200. 6-krat v svoji kolesarski karieri pa sem prekolesaril tudi več kot 200 km naenkrat. Zdaj jaz lahko rečem, da iz teh svojih stotk ne delam kakšne drame. Si pa predstavljam, da so nekateri rekreativni kolesarji še na tistih svojih 50-kilometrskih progah in občasno potipajo 60-65, na skrivaj pa razmišljajo o stotki. Za tiste bom jaz zdaj dal par nasvetov, kako se odpravite na svojo prvo stotko. Evo, tukaj se začne moj vzpon na Razdrto. Da se ne boste ustrašili, to ni povprečni naklon, ampak maksimalni naklon na tem vzponu. Povprečni je, kot sem rekel, okrog 5. Zelo pomembno je, da svojo prvo stotko dobro načrtujete. Dajte uporabiti kakšno aplikacijo, naprimer Komoot, Map My Ride, Bike Map ali pa kako četrto, na katero progo izrišete, se prepričate, da ima res 100 km in za prvič ni treba lih, da ima preveč vzponov. Nič ni narobe, če progo načrtate po vam znanih cestah, ker boste tako točno vedeli, kje ste in koliko imate še do doma. Če boste šli že prvič na 100 km neznano, shranite si progo v telefon, da se ne boste potem izgubljali na terenu v kakšnih neoznačenih križiščih.
Tako pa sem prispel v Razdrto, za mano je 49 km poti. Moj motorček danes teče na kruh in turistično pašteto, ampak počasi bom mogel dotankati s kakšno frutabelo. Zdaj me čaka še en manjši vzpon do cestne baze, potem pa imam spust do Senožeč. Svojo progo načrtujte tako, da boste na najbolj oddaljeni točki oddaljeni 50 km od doma. Tako do tja ne boste prišli še preveč utrujeni, hkrati pa boste imeli motivacijo za se vrniti nazaj domov. Še boljše je, če je na tej točki kakšna turistična znamenitost, mogoče kak lep lokal, spomenik, morska obala, jezero, ker bo to še popestrilo vaš izlet. In tudi kasneje, ko boste komu povedali, kje ste bili, bo večina ljudi ta kraj poznala in se vam čudila, vas hvalila in vas občudovala. Glede na vremensko in prometno situacijo sem se odločil, da potegnem čez Divačo in Sežano. Pri vsem vašem kolesarjenju predvidevam, da imate približno idejo, kakšno je vaše povprečje, tako da si lahko približno zračunate čas, ki ga boste porabili na svoji prvi stotki. Če je vaše povprečje 25 na uro, pomeni, da boste porabili 4 ure. Če ste počasnejši, računajte 5 ur. V tem času boste postali lačni, še prej pa žejni. Zato imejte v mislih, da boste imeli s sabo dovolj hrane in pijače. Če ne veste prav točno, kaj bi vzeli s sabo, vam predlagam 2 polna bidona tekočine in 3 frutabele. Po 25 km prva frutabela, po 50 druga, po 75 tretja. Konec koncev, prav je, da to zaužijete, ni vam pa mus, ampak imejte jih s sabo. Pri načrtovanju poti razmislite, kje boste tankali vodo. Na 100 km progi boste popili 4 bidone, s sabo boste imeli pa samo 2. Tako da nekje na polovici poti najdete kakšno gostilno, avtobusno postajo, pokopališče, cerkev in dotočite vodo. Nič pa ne bo narobe, če boste imeli s sabo tudi kak evro, ker si potem lahko hrano in pijačo dokupite na vsaki bencinski črpalki. In seveda obvezno telefon, če bo treba po poti kogarkoli poklicati, za si pomagati z zemljevidom, navigacijo in pa za zabeležiti prijetne utrinke, narediti kako fotko, video, ker vedite, da bo vaša stotka na koncu še lepša, če jo boste s kom delili. Ker stotka zajame že en kar lep kos terena, ne pozabite preveriti, kakšno bo na drugem koncu vreme in kako se bojo obnašali vetrovi. Tudi ona gre v isto smer kot jaz. Preverite tudi stanje prometa. V Sloveniji je najboljše kar promet.si. Jaz za Italijo uporabljam Info Viaggiando, za ostale države pa ne vem, kje se preverja promet. Poiščite na internetu in poglejte, da ne boste kje naleteli na kakšno zaporo, delo na cesti, reli dirko. Naj vam bo v poduk moja izkušnja, ko sem načrtoval prvo 200 km progo, ki je na koncu ratala 230, zato ker so me malo pred Ilirsko Bistrico obrnili zaradi relija. Sej na koncu sem bil ponosen nase, ko sem prevozil 230, ampak takrat mi pa ni prav nič pasalo se voziti vse nazaj do Pivke. Poskrbite, da boste imeli izpravno vozilo, napumpane gume, rezervno zračnico, pribor za menjavo, kakšne imbus ključe. Najverjetneje vsega tega ne boste rabili, ampak občutek bo boljši. Ko boste šli na pot, razporedite svoje moči. Ne zaganjajte se preveč, takoj na začetku, ampak tudi se pa ni treba preveč šparati, ker tam od 70-75 km naprej vam bo na poti pomagal tudi hormon sreče, endorfin in pa adrenalin. Nič ne bo narobe, če se boste na svoji prvi stotki kje vmes ustavili. Imejte se fajn, naredite si lep izlet, uživajte, ne obremenjujte se z vsem ostalim, ker to, kako vi kolesarite, je povsem vaša stvar. To nikogar ne briga, vi si sebi odrežite turo po meri, tako, ki si jo zaslužite, tako, ki jo zmorete, na vse ostalo se požvižgajte. Zdaj, tako ko jaz tle kolovratim in krožim, podaljšujem, ocenjujem, da bo na koncu ratalo že okrog 120 km. Se veste, potem, ko enkrat stotke postanejo rutina,
odpade vse to načrtovanje in si lahko človek privošči malo več svobode. Ampak prva 100 je pa samo ena, zato si izberite tako, da vam bo ostala v lepem spominu. Ok, spustil sem se Štanjela v Branik. Zaenkrat kaže, da bom imel veter v hrbet do doma, kar je super novica. Trenutno imam že 104 km, tako da še teh 22 približno bo rato en tak 126 km krog. Zagotovo sem dosegel 400 v aprilu, verjetno bo že blizu 500 in naredil sem aprilsko 100, tako da sta oba Strava challenge izpolnjena. Vsem tistim torej, ki šele načrtujete prvo 100 in pa tudi tistim, ki obrnete 100 kar tako, ker imate pač fraj dopoldne, želim srečno vožnjo in veliko prijetnih kilometrov. Tako, jaz pa zaključujem še en lep krog, krasen izlet sem imel danes, link od Strave bo v opisu videa, je pa nekaj čez 126 km. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.